Univerza v Novi Gorici vsako novo akademsko leto na pot pospremi s slovesnostjo in vrsto drugih prireditev. Sredi oktobra so v prostorih univerze podelili vpisne listine novih generacij študentov prve in druge stopnje na Fakulteti za znanosti o okolju, Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za aplikativno naravoslovje, Fakulteti za humanistiko, na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo ter na Visoki šoli za umetnost. Osrednja svečanost pa je bila v koncertni dvorani dvorca Zemono, ko je rektor profesor dr. Danilo Zavrtanik podelil priznanja častni doktor Univerze v Novi Gorici, častni član Univerze v Novi Gorici, zlata plaketa Univerze v Novi Gorici ter študentska priznanja Alumnus Primus in Alumnus Optimus Univerze v Novi Gorici. Iskrene čestitke v začetku novega akademskega leta, pa vendar ste pogledali najprej nazaj, kaj se je dogajalo? Ja, mi rajši gledamo naprej, ampak seveda zmeraj se človek ozre tudi po prehojeni poti. Za nami je 16 let, začeli smo pravzaprav skromno z eno fakulteto s podiplomskim študijem, bila sicer zelo posebna, mednarodno usmerjena, ampak potem nismo se ustavili pri tej fakulteti, čeprav včasih danes razmišljamo, kaj nam je bilo vsega tega treba, kako bi bilo lepo, če bi bila inštitucija malo manjša, ampak pač nismo se ustavili, načrti so bili od vsega začetka, da inštitucija preraste v univerzo in vmes je pa nič drugega kot trdo delo. In borba, ne? Trdo delo in borba, drugače do rezultatov ne prideš. Ampak se je obrestovalo? Jaz mislim, da ja, kar se nas tiče na univerzi, seveda smo zadovoljni, s prehojeno potjo smo nedvomno zadovoljni in seveda vsi upamo, da smo tisto poslanstvo, ki ga univerza ima, prenesli tudi v naše okolje in s tem posledično vplivali tudi na razvoj, splošni razvoj na Goriškem. In se seveda odprli navzven, v druge države, odprli v sosednjo državo. No, koncept naše univerze ni biti lokalna univerza, kar si mogoče marsikdo misli, ampak delovati globalno, biti mednarodno odprta inštitucija, biti inštitucija, ki ima širše v svetu ugled in privablja konec koncev v naše okolje tudi tuje študente in seveda profesorje. In seveda s programi približati svojo dejavnost tudi tistim, ki jim morda neka visoka znanost ni tako blizu, kaj ne? No, mi se ves čas trudimo, da je naša dejavnost promovirana na nek način, da jo poskušamo razlagati tako, da jo ljudje, ki se ne ukvarjajo z znanostjo in ki se ne ukvarjajo z visokošolstvom, ves čas razumejo. Konec koncev je to naloga univerze. Univerza ne sme biti nikoli zaprta, mora biti vedno prostor, ki je odprt, ne samo za študente in profesorje, ampak za vsakega, ki se želi na tej univerzi pa bodi si kaj videti ali pa bodi si tudi kaj naučiti. Ste ponosni na diplomante, ki so danes prejeli priznanja? Ja, absolutno. Tile diplomanti, ki so danes z nami, so najboljši od diplomantov, ki jih imamo. To so mladi ljudje, ki so študij zaključili hitro, ne počasi, tako kot je običaj v Sloveniji, ki so študij zaključili tudi z odličnimi ocenami in seveda, kdo ne bi bil ponosen na njih. Seveda, zdaj so gledala nazaj, poglejva naprej. Kaj se obeta v teh časih za vašo univerzo? Kako kaže? No, mi gledamo v prihodnost z realnimi načrti, tako kot vedno. Naša inštitucija tudi v preteklosti nikoli ni, bom rekel, pretirano hitro rasla in se te pretirano hitre rasti ne želimo niti v prihodnje. Načrti so jasni, postati mednarodno ugledna inštitucija, postati inštitucija, ki je zanimiva tako za zaposlovanje naših in tujih strokovnjakov in tudi biti inštitucija, ki ponuja take študijske programe, ki so zanimivi za študente iz celega sveta. No, seveda pa ste vezani tudi na lokalno okolje z nekaterimi projekti zagotovo. Ja, živimo v lokalnem okolju. Mi delujemo globalno, vendar živimo na Goriškem in želimo za to svojo globalno dejavnostjo seveda pomagati in prispevati tudi k razvoju Goriške. Kako se odzivajo lokalne skupnosti na vašo dejavnost in potrebe? Ja, bi rekel, da se počasi na nas privajajo. Jaz mislim, da je reakcija v preteklosti in tudi v sedanjosti taka, kot bi jo nekje pričakovali. Sveda, mogoče bi si želeli boljšo, bolj burno reakcijo, bolj pozitivno reakcijo, ampak se treba zavedati, mi prinašamo v to okolje nekaj, kar v tem okolju nikoli ni bilo. In ljudje smo že taki po naravi, da novosti vedno spremljamo z malo skepse
Tako da je pač treba pustiti čas v čas in mislim, da se iz dneva v dan, iz leta v leto naša univerza postaja bolj tudi univerza vseh ljudi, ki živijo na Goriškem. Tudi zato morda, ker nenehno sodelujete s tistimi, ki bi vaše kadre morda potrebovali, kaj ne? No, to je zelo pomembno, mislim, ne samo zaradi tega, ker bi želeli pomagati lokalnim podjetjem, ampak tudi zaradi tega, da poskrbimo, da naši študentje dobijo primerne zaposlitve. In zato je ta stik že v času študija med študenti, profesorji in potencialnimi delodajalci izjemno pomemben in jaz sem prepričan, da tudi bistveno vpliva na to, da je naša zaposljivost po diplomi tako visoka. Od kod so vse vaši študentje? Študentje, če bi rekel 10 let nazaj, pa moramo malo ločiti, ne dodiplomski pa podiplomski študij. Dodiplomski študij smo bili zelo regionalni pred 10 leti. Danes lahko mirno rečemo, da smo vse slovenski na področju dodiplomskega študija. Nam mogoče malenkostni presežek je lokalnih študentov, ampak res malenkostni, drugače študentje prihajajo od vse povsod. In podiplomski študij pa postajamo globalni. Letos smo presegli številko 50% tujih doktorskih študentov na naši univerzi. Seveda vam želim veliko dobrega v prihodnjem akademskem letu, veliko dobrih študentov, da bomo prihodnje leto spet lahko govorili o najboljših. Hvala lepa. Srečno. V znak priznanja za izjemne umetniške dosežke na področju fotografije je naziv častni doktor prejel dr. Evgen Bavčar, svetovno znan fotograf, esejist, filozof in publicist. Gospod Bavčar, iskrene čestitke za častni doktorat, kaj vam pomeni? To mi pomeni predvsem priznanje univerzalnosti človeškega duha. Duh je zavest telesa, pravi Barode Spinoza, in kot Primorc nekako čutim to tudi kot dokazovanje naslednje stvari, da je lokalno lahko univerzalno, ko je brez barijer. In mislim, da je Novogoriška univerza ravno to, utira si svojo pot, je nova, združuje arhaično in moderno, predvsem pa je usmerjena univerzalno in začutil sem preko tega priznanja ne samo glas Primorske, ampak glas sveta, glas te univerzalnosti, se pravi, ki je najpomembnejša, ki je pač delček sveta in moram reči, da mi je ta kozmopolitska orientacija Novogoriške univerze zelo pri srcu in sem ponosen, da mi ta kot prva slovenska univerza podeljuje to priznanje. Pa vendarle ste Primorec, ne? Sami tudi tako pravite in najprej ste verjetno tisto pri vsem obvladovanju. Sem Primorec, Primorska je tudi center sveta, ne? Ker zato sem pa rekel, da univerzalno je lokalno, ko odstranimo barijere, ne? In Novogoriška univerza odstranjuje te barijere, te ovire, zato je torej univerzalna in kozmopolitska, ne? Vi veliko sodelujete z univerzo v Novi Gorici? Torej, jaz sem zdaj veliko bil v stiku z gospodom Zavrtanikom, ne, ki gleda na stvari iz evropske oziroma svetovne perspektive, ne, in moram reči, da sem ravno zaradi tega zelo ganjen, ker se vpisuje v niz tistih priznanj, ki si jih dobil po svetu, ne, in s tem nekako tudi dobil priznanje, se pravi, v svojem lastnem jeziku, v slovenščini in tudi na tem pač kraju v Vipavski dolini, ki je moja rojstna dolina, katere luč nosim po celem svetu in je ta luč tudi že postala del svetovne luči. Veste, kaj me zanima, kako izgleda pogled na Slovenijo, na to Primorsko od zunaj, iz kozmosa? Jaz sem vedno gledal na Primorsko, verjetno se Primorska premalo zaveda, kako smo mi prisotni v svetu. Recimo moj prijatelj, pisatelj Peter Handke, ko me omenja vedno Vipavsko dolino, ko govori o Ajdovščini, govori mesto z venečim imenom v svojih knjigah, ne. Vedno je Primorska omenjena zdaj preko Borisa Pahorja, je omenjena preko Mušiča. Ko sem recimo prvič pišel o Mušiču in so ženske zvedle, da sem slep, prej niso vedle, ampak ko je že članek išel in je potem sloviti kritik Michael Gibson rekel, poslušajte se, on je iz istih krajev doma kot Zoran Mušič, to se pravi pozna iste barve in isto svetlobo. Zanimivo. Kako pravzaprav nastajajo vaše fotografije? Moje fotografije nastajajo v noči, v temi, z žepnimi svetilkami in z različnimi drugimi postopki, skrivnostnimi postopki in
so pač del mojega filozofskega razmišljanja, filozofskega ustvarjanja in tudi del tistega aktivnega hrepenenja po luči, po tisti luči, ki je nad lučjo, tista luč, ki je vsem ljudem skupna, tista luč, ki pač premaguje temo, ki premaguje smrt in seveda, ki tudi premaguje meje, ne. Imajo te fotografije vsaka svojo zgodbo ali jo moramo in znamo poiskati sami v njih? Jaz prepuščam, da ljudje sami iščejo zgodbe, seveda ima vsaka fotografija svojo zgodbo, upam, da tiste, ki je pa še nimajo, bodo dobile z leti. Jaz vam želim veliko, veliko dobrega dela takšnega, da bo izpolnjevalo vas tudi takrat ali predvsem, ko pridete na Primorsko. Tudi vam, hvala lepa. Priznanje častni član je vznak priznanja za izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici na področju zahtevnih izvirov laserske svetlobe prejel profesor Alfonso Frančozi, izvršni direktor družbe Sinkrotrone Trieste. Priznanje zlata plaketa je prejel prvi senat Fakultete za znanosti o okolju, predhodnice Univerze v Novi Gorici. Za zasluge pri ustanovitvi, razvoju in uveljavitvi Univerze v Novi Gorici, katere člani prvega senata so bili profesor dr. Franc Bizjak, profesor dr. Andrej Čokl, docentka dr. Ana Gregorčič, profesor dr. Franc Gubenšek, profesor dr. Nikola Kalej, profesor dr. Barton Sikros, profesor dr. Ivan Marušič, profesor dr. Peter Stegnar, profesor dr. Janez Štupar in profesor dr. Boštjan Žekš. Profesor dr. Žekš, iskrene čestitke za zlato plaketo. Ja, hvala lepa. Seveda to pomeni, da ste pred 16-17 leti veliko vložili v nastanek prve Fakultete za znanost in okolje, velja? No, veliko vložili, meni se zdi lahko in zanimivo. Danes kaže drugače. Ja, ne vem, ampak meni se zdi zanimivo, ker je nekaj novega, nekaj drugačnega. Borili smo se proti raznim ljudem, ki so hoteli to ustaviti. Včasih je bilo tudi hecno, kaj pa tako, fajn. Ampak se je izplačalo, danes je Univerza v Novi Gorici. Se je izplačalo. Jaz mislim, da je edina pot k spremembi našega visokošolskega sistema, ki ni dober, je to, da take kvalitetne nove inštitucije spremenijo stvari. Take velike inštitucije bojo ostale take, kot so, nažalost, se ne da pomagati. Seveda spremljate verjetno delovanje univerze, kljub temu, da niste več v senatu. Spremljam, seveda, malo tudi učim še, res malo, tako da pa mislim, da se lepo razvija, da ravno zato, ker je univerza živela v težkih pogojih, da se je bilo treba skozi boriti, se tukaj zbirajo ljudje, ki se znajo boriti. Tukaj ni prostora za lenuhe ali pa za take, ki bi delali od 9 do 5. Ljudje živijo z univerzo. Kaj pa se vam zdi te usmeritve? V začetku je bila to nekako tehniška fakulteta oziroma bolj tehniške znanosti so prevladovale, danes je tudi humanistika med temi, pa tudi umetnost in tako naprej. Ja, jaz mislim, da je bil to slučaj, da se je začelo bolj z naravoslovjem, tehniko, zato ker so ljudje, ki so bili tukaj, so bili iz teh krogov. Ampak jaz mislim, da na tako univerzo spada vse, kar je kvalitetno, z vseh področij. In mislim, da se tudi razvija tako brez nekega globalnega načrta, kaj bi še rabili, kaj bi potrebovali. Ampak če pride en človek, ki je kvaliteten na nekem področju, pa naj dela tisto. No, zanimiva je tudi lokacija te univerze, ob meji, v nekem prej skupnem in novo nastajajočem skupnem kulturnem prostoru. Vi skrbite tudi za naše Slovence v zamejstvu in po svetu. Kako vi gledate na to čezmejnost? Mislim, da je zelo važno to, da s tem Slovenija dobi nek vpliv čez mejo. Pa tudi z tega aspekta, da ni vse v Ljubljani, čisto lokalno primorski vpliv in seveda čezmejni vpliv je to važno. Se vam zdi, da so te nove univerze, ki nastajajo, bolj odprte kot morda tiste, ki so zakoreninjene v Sloveniji? Ja, so bolj odprte, sam tukaj gre za to, da nove univerze, po mojem, bi morali biti visoko kvalitetne in odprte. Dve stvari, Vi ste lahko odprt, pa nekvaliteten, ni dober, lahko ste zaprt, pa nekvaliteten, tudi ni dober.
To se pravi, oboje potrebujete. Je pa verjetno na teh novih univerzah tudi večja možnost fleksibilnosti, večja možnost prilagajanja, ne? Ker ni to nek zakoreninjen sistem. Ja, seveda, ne? Ampak to je možno, dokler je univerza majhna. In zato mislim, da tukaj ni ambicij, da bi to zraslo v nekaj velikega, ki pol okosteni. To je pa majhno, odpirajo se nova področja, če bo kdo, vsako področje po mojem sloni na enem človeku ali dveh, če bo ta šel v penzijo, se bo pa nekaj drugega. Vi ste tudi akademik, kaj pomeni za akademika novo akademsko leto? Ja, ne vem, jaz sem že ne učim več, pa nimam posebnega odnosa za to. Če se spomnite nazaj? Ja, nove študente si srečal in si pa se bava, bojo dobri ali bojo slabi. Na koncu se skaži, da vsak razred, vsaka skupina, važno je, da imate 2-3 dobre, ki vlečajo ostale. Če pa teh ni, je pa žalostno leto. Hvala lepa. Priznanja Alumnus Primus so na slovesnosti prejeli študentje, ki so diplomirali kot prvi iz svoje generacije vpisanih študentov. Priznanja Alumnus Optimus pa diplomanti, ki so med diplomanti v posameznem študijskem letu dosegli najvišjo povprečno oceno študija. Priznanja so izročili diplomantom z Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za znanosti o okolju, Fakultete za humanistiko, Fakultete za aplikativno naravoslovje ter Visoke šole za umetnost.